Torej, lep dober dan na naši novinarski konferenci, evo, dan z mladimi, no, tudi sam sem mlad. Veliko bolj prijetna je, pa tudi tema takšna, ki govori o naši prihodnosti in o tem, ne, kar je najbolj pomembno, o delu in ljudeh, ki želijo delati in so zato tudi primerno nagrajeni. V tem primeru gre za mlade ljudi. Torej, Mlada Slovenija, podmladek Nove Slovenije je prišla do matične stranke, je prišla do matične stranke z eno idejo, in sicer o tako imenovanem študentskem SP-ju po belgijskem vzoru. Se pravi, zbirali so tudi podpise med študenti, se na njih obrnili in dobili izjemno pozitivne odzive naše mladine o tem, da se ustanovi možnost študentskega SP-ja tudi v Sloveniji. Ta možnost je nekoč že bila in Nova Slovenija skupaj z našim močnim podmladkom to možnost sedaj nazaj uvaja. Torej, Nova Slovenija stranka, ki nekako svoje delovanje usmerja v to, da se nagrajuje delovne, marljive ljudi, ki se trudijo z dneva v dan. Zato tudi opozarjamo vlado, ko te ljudi onemogoča z različnimi birokratskimi ovirami, zlasti pa z nerazumno visokimi davki. Onemogoča torej tudi na drugi strani dijaško delo, študentsko delo. Naša glavna poanta tega predloga zakona je, da pustimo mladim, študentom, da ustvarjajo, da so podjetni, da uresničijo svoje ideje, svoje sanje. Ne zatirajmo teh njihovih pobud, njihovih idej, zamisli, teh njihovih sposobnosti z neživljenjskimi obremenitvami. Vsi študentje, podjetniki bodo z davki in prispevki tudi po našem predlogu pošteno prispevali tudi v državno blagajno, v našo javno blagajno. In od tega bomo na koncu imeli več vsi. Tako študenti, ki polnijo proračun, torej tudi sam proračun, in na drugi strani študentje z boljšim zaslužkom. Predvsem pa tudi slovensko podjetniško okolje in to sporočilo, ki ga dajemo, da kdor ima v študentskem domu v Rožni dolini, za Bežigradom, kjerkoli v Sloveniji, neko poslovno idejo in je ob tem priden študent, pa pustimo človeku dihati, da ustvarja. Da ustvarja. Danes ni več tako, kot je bilo nekoč, da so študenti vlekli zaključek svojega študija, za voljo tega, da so ohranili status študenta, da so lahko hkrati delali. Danes je drugače. Danes študenti v bistvu zelo hitro diplomirajo, ob tem tisti pridni študenti pa bi radi, ko imajo ideje, še tudi kaj zaslužili. Žal, nekateri, tudi zaradi mačehovskega odnosa države, so primorani delati, zaradi tega, da lahko preživljajo svoje obdobje študija, da se tudi financirajo svoj študentski dom ali pa študentsko stanovanje. Tudi v primerih, ko podjetniška ideja na primer ne uspe, med študenti govorim, se študent ob tem uči prevzemanje odgovornosti, reševanja problemov, vodenja projektov, soočanja z birokracijo, finančnega načrtovanja, povezovanja na primer, komuniciranja, same komunikacije, B2B, se pravi, prihaja v stik z realnostjo. In tudi, če kasneje v življenju ne ostanejo podjetniki, ampak se odločijo za neko drugo pot, so te izkušnje, ki jih pridobijo lahko s študentskim SP-jem, neprecenljive. Neprecenljive veščine in izkušnje, ki jim bodo vedno v življenju koristile. Torej, študij mladim prinaša ogromno znanja na študijskem področju. Vendar pa je hkratna izkušnja študentskega podjetništva zagotovo svojevrstna šola za življenje, ki je izobraževalni sistem ta trenutek ne more ponuditi. Torej, podjetniška izkušnja je lahko za študenta izjemna izkušnja za celo življenje. Torej, kaj predlagamo? Glejte, danes študent, ki se odloči, da bo hkrati odprl svoj SP, izgubi vse pravice iz naslova statusa študenta. Kaj izgubi? Poleg tega, da se mora vključiti v obvezno zdravstveno zavarovanje in začeti plačevati izjemno visoke prispevke, izgubi tudi zdravstveno zavarovanje po starših.
morebitno štipendijo ali družinsko pokojnino, izgubi subvencionirano bivanje, izgubi subvencionirano prehrano, subvencioniran prevoz. Njegovi starši zanj izgubijo tudi možnost uveljavitve dohodninske olajšave za vzdrževane družinske člane. Torej, tisti, ki je priden, ima idejo, je tudi priden na faksu, izgubi tiste ugodnosti, ki mu dejansko pripadajo. Ima status študenta samo na papirju, pravic iz njega pa nima več. Kljub temu, da je zavarovan po svojih starših, mora potem plačevati sam obvezno zdravstveno zavarovanje. Mi pa predlagamo sistem tako imenovanega študentskega podjetnika, ki je v temeljnih značilnostih povzet po belgijskem modelu. Torej, študent, ki bi poleg svojih študijskih obveznosti deloval še kot samostojni podjetnik, bi bil v podobnem dejanskem položaju. Študent torej, ki bi poleg svojih študijskih obveznosti deloval še kot samostojni podjetnik, bi bil v podobnem dejanskem položaju kot zaposleni, ki poleg svojih obveznosti, delovnih obveznosti, imajo odprt še popoldanski SP. Torej, zaradi navedenega dejansko predlagamo, da se za študentskega samostojnega podjetnika določi možnost poslovanja pod pogoji oziroma v obliki, ki je primerljiva s tako imenovanim popoldanskim SP-jem. Študentski SP bi bil po našem predlogu do prihodkov v višini letne minimalne plače v enakem položaju kot popoldanski SP. Ohranil bi tudi ugodnosti iz naslova študentskega statusa. Če pa bi presegel prihodke v višini letne minimalne plače, bi bil pri plačilu prispevkov v enakem položaju, kot so polni samostojni podjetniki. Tako kot ostali SP-ji bi plačal prispevke znižane za 50% v prvem letu poslovanja ter za 30% v drugem letu poslovanja. Šele na to bi prešel v plačilo polnih prispevkov. Ampak kljub temu prehodu ne bi izgubil pravic iz naslova statusa študenta. In to je ta bistvena razlika. Kajti odvzem ugodnosti, ki izhajajo, pravic torej, ki izhajajo iz statusa študenta, ne sme biti kazen za marljivost, delavnost in trdo ter pošteno delo, ter to, da ima nekdo idejo, inovacijo. Sam poznam študenta računalništva. In sedaj je dobil kot primer študent, neko ponudbo, da bi skupaj ena skupinica študentov dobila od neke firme denar, da razvijajo nek program. To so študenti 3. letnika faksa. In ne vedo, kako se poslužiti tega dela, da jim ne bi država dozela polovice zaslužka. Namreč prek študentske napotnice je država zelo draga in to študentsko delo zelo drago. In če imajo oni danes na mizi 15.000 evrov za to delo, jim država pobere 7.500 evrov. Zaradi tega, ker je nek študent priden, ki ima znanje, ki ima vizijo. Zakaj imamo tak mačehovski odnos do mladih, ki želijo ustvarjati? Zakaj jim ne damo priložnosti? Tisti, ki so pametni, imajo ideje in so pridni, ne zaslužijo. No, Nova Slovenija jim s tem predlogom zakona daje prav to. Študentom daje možnost, da odprejo študentski SP, pri tem pa obdržijo, zadržijo vse pravice, ki izhajajo iz naslova statusa študenta. Torej so pridni, marljivi in imajo te pravice zagotovljene. Kajti zavarovani so že po svojih starših. To z moje strani sem na voljo tudi za druga vprašanja, tudi na druge teme, ki verjamem, da bodo. Zdaj pa dajem predsedniku naše Mlade Slovenije, ki so to pobudo prinesli k nam na mizo, da še oni predstavijo svojo vizijo in svoj, ne bom rekel interes, ampak idejo, kako so prišli do te zamisli in tudi kakšne so bile pobude med samimi študenti v študentskem SP-ju. David Tomažin, izvoli. Hvala.
En lep pozdrav vsem. Jaz bom pa zelo kratek. Vse smo že povedali, jaz bi vam dal samo en pogled od mladih. Ta ideja za študentski SP v bistvu traja že od 2014. Odkar se je to ukinilo, mladi iščejo neke načine, kako biti podjetni. Zdaj z izgubo teh bonitet je pa v zadnjem času sploh pripeljalo do tega, da mladi vse bolj iščejo neke alternativne opcije, ali je to pač siva ekonomija, ali so to potem neke avtorske pogodbe, ki tudi vzamejo 50%, ali pa grejo celo delati na črno ali pa v tujino, ali pa se v bistvu v najslabšem primeru celo sploh ne lotijo dela, kar je zelo pogosto. Mi smo idejo prinesli tudi na stranko, smo rekli, mi bi to zaštartali, smo dobili ful močno podporo od prejšnjega vodstva in od zdajšnjega vodstva, da to zadevo speljemo. So nam tudi malo pomagali tega, zato se zelo zahvaljujem, da so administrativna pomoč. Mi smo se lotili nabiranja podpisov na spletu, prek peticije in v fizični obliki. Zdaj, prek spleta vsega skupaj smo nabrali več kot 1000 podpisov, pa 100-150 jih še prihaja, teda kar nekaj še hodijo. In smo zelo zadovoljni, tudi do vsakega človeka, ki smo šli, je vedel za to akcijo, vedel za to peticijo, sploh pri mladih, tudi če mogoče še ni različil v svojem podjetju, se jim je ta zadeva slišala zelo smiselna. Zaradi tega, ker če si predstavljate biti študent v tej državi, se je res, da mladi se velikokrat, če skaj pritožujemo, veliko boljš nam gre, kadarkoli prej v zgodovini, ampak je pa treba upoštevati, da kot študent, ko študiraš, imaš te bonitete zaradi študija. Ti hočeš odpreti podjetje, ker konec koncev hočeš zase nekaj zaslužiti, ker ne moreš pri študentske napotnice delati strišt, storitve ne more biti opravljene pri študentske napotnice. Pa tudi hkrati si želiš ustvarjati neko podjetje na dolgi rok, da si začneš delati brand. To je študentu totalno neomogočeno, ker 600 € na mesec plačevati prispevke ob začetku poslovne poti je zelo težko. Se mogoče kasneje zalaufa, ampak v velikih primerih ne. In bi vam sam prebral par odzivov čisto mladih, kako so se odzvali na to zadevo. Sem študent grafične smeri in zaradi zakonodaje ni možno delati za stranke v tujini. Poleg študija bi mi to mnogo olajšalo zaposlitev, ker bi lahko delal po projektih, ter ne bi bil omejen na študentski servis in dela, ki so na voljo. Peticijo podpisujem, ker bi rad poleg študija še kaj dodatno zaslužil in ne, da mi država pobere polovico zaslužka. Kot študenti imamo veliko novih idej, ki jih trenutno in v takih razmerah ne moremo dati na plan in jih uresničiti. Punca piše, imam sama podjetje. Preden sem zrasla v DO, so mi morali starši pomagati in oni odpreti SP, da nisem izgubila štipendije in prevoza. Kje živimo, da mora punca, namesto da bi štartala svoje podjetje, zato prositi svoje starše? In se izgubi in brand in se izgubi zaslužek, ne samo za njo, za njeno družino, ampak tudi za državo konec koncev. Naslednji. Se mi zdi prav, da mladi oziroma kdorkoli lahko štartajo s podjetništvom brez prevelikih vložkov. V ZDA ne rabiš plačevati nobenih prispevkov, plačaš koncu leta procent glede na to, koliko zaslužiš. Ne morejo ti jemati, dokler nimaš profita. No, v Sloveniji je to drugače. V Sloveniji vzamemo, ne glede na to, imaš profit ali ga nimaš. To sem slišal iz velik strani, da je to še vedno ta star socialistični sistem, ker se vse enači enako in tudi je zelo tak ideološka postavka, s katero mladi zelo rezonirajo, da se mora dati priložnost tudi mladim, da če ti hočeš nekaj zaslužiti, pa ne samo zase, se plačaš davko tega, da to je v redu in to je treba nagraditi. Vsako podjetnost, vsako delovnost v tej državi, očitno mlada delovnost ni dovolj. Spet piše, imam odprte SP v času med srednjo šolo in faksom in so visoki prispevki. Na začetku 450, potem 660, da si znamo predstavljati. Za študenta, ki ga država obravnava, kot da je polno zaposlen, pa dečko še študira in poleg tega pelje svoj posel. Tega je več kot 700 in jaz sem si naredil označbe polno, mogoče eno rozasto, malo bolj udarna. Podpisujem peticijo, ker sem študent na Univerzi v Mariboru in imamo doma dejavnost, katero sem začel nedavno. Da ne bi izgubil študentskega doma ter bonitet, bom moral počakati na konec študija. In je šlo še eno podjetje v Sloveniji. Jaz se zelo veselim kot Mlada Slovenija, od konca avgusta že tole zbiramo. Podpore je več kot dovolj, tudi z ljudmi to zelo rezonirate, da smo zadeli na ta pravo opcijo. Mladi želijo to, tako da v Novi Sloveniji bomo naredili vse, da se to spreme, če ne pod to vlado, pa pod naslednjo. Hvala. Torej, hvala mladim, Mladi Sloveniji, pa tudi ostalim mladim, ki so v tem primeru šli podpisati peticijo naša podmladka in se ne ozirajo levo-desno, se ne ozirajo glede ideologije in ideoloških vprašanj,
ampak jih zanima to, kako kaj prispevati v tej družbi. Mene pa resno zanima, kdo v parlamentu bi lahko bil proti takšnemu zakonu, ki je nekoč že veljal. Ki je nekoč veljal, bil dobronameren, zdaj pa čas, da spet, kot država, ki ima izvrstne mlade, izvrstno mladino, odpremo tako rekoč en velik inkubator možnosti za mlade in njihove ideje, da lahko razvijajo svoje potencijale. In verjamem, da bo to v državnem zboru dobilo podporo, ker mladi so naša moč in naša prihodnost. Dajmo jim priložnosti.